V Medvoški knjižnici nikoli ne zmanjka zanimivega dogajanja in tudi ta teden so poskrbeli za številne zanimive dogodke. V sodelovanju z društvom Rex in Mila so organizirali ustvarjalne delavnice, kjer je beseda tekla o oskrbi živali po zimi, nato pa so izdelovali novoletne voščilnice. Delavnice za otroke so napolnile knjižnico in ob velikem številu prijav so morali omejiti število sodelujočih. Kot nam je povedala sogovornica, bi lahko prišlo še več otrok in staršev, saj je bilo zanimanje res veliko, vendar so jim prostorske kapacitete dovoljevale le določeno udeležbo. Pestro dogajanje je bilo prežeto s pridobivanjem novega znanja in veliko ustvarjanja. Ja, dogajalo se je to, da so otroci lahko slišali predavanje od gospe Romane o življenju živali po zimi, kako se jim lahko pomaga. To je bilo kratko predavanje, da so otroci pač majčkeno slišali, potem so pa otroci lahko izdelovali voščilnice novoletne, po želji, vse je bilo zastonj, lahko so se prijavili in prijave so bile omejene. In kako ste bili zadovoljni z udeležbo? Udeležba je bila krasna, otroci so bili fantastični. Všeč nam je to, da se tudi zanimajo, včasih kakšen lepo vpraša, kakšno stvar o živalih in tako, ampak danes so bili bolj fokusirani na voščilnice. Kaj pa je mogoče vseeno otroke zanimalo v sklopu predavanja? So imeli kakšno zanimivo vprašanje? Niti ne, ker so vsi čakali na voščilnice, kako jih bojo lahko rezali. Gospa Hermina Knific se je potrudila in je izrezala ogromno lepih ornamentov, tako da pa voščilnic teh predlog, tako da so bili zelo veseli in so to bolj pričakovali kot kakšno predavanje. V glavnem bojo starši verjetno bolj zvečer mogli še kaj povedati o živalih in o živalih po zimi. Društvo Rex in Mila redno ozavešča o pravilnem ravnanju z živalmi, tako z domačimi kot tudi prosto živečimi. Vendarle pa se bližajo tudi prazniki, včasih so živali tudi darilo, mogoče malce neposrečeno. Živali kot darilo res niso posrečeni. To žival je družinski član, ne more biti darilo. Darilo je igrača. Ali pa kaj drugega, žival je pač družinski član in tudi kot tazga ga je treba sprejemati. Velikokrat se zgodi, otrok dobi za darilo mucka za novo leto, februarja je mucek na cesti. To je, ker pač ni po temu, otrok nima zanimanja potem več. Tako da to je res, ne priporočamo takih daril, v glavnem res ne, ker imamo potem kot društvo ogromno dela. V društvu se trudijo, da vsak dan nahranijo varovance, to so stari psi in približno 80 mačk v Ljubljani in okolici Ljubljane, v Medvodah z okolico ter na Vrhniki. Vsaki pomoči potrebni živali, ne glede na kraj, kjer se nahaja, so priskočili na pomoč, tudi levkoznim, ranjenim in bolnim. Pokrivajo stroške veterinarskih posegov, zbirajo hrano in iščejo domove. Projektov je vedno so novi projekti. Najbolj taki projekti so ta sterilizacija in kastracija prostoživečih muc, ki jo izvajamo neprestano, tako da vsi, ki želijo kastrirati ali sterilizirati muco, če so dobrodošli. Težko je, ker nekateri to zavračajo. Nekateri pač vztrajajo na tem, da so muce neka žival, ki mora biti zaradi miši, zaradi tega, potem je pa to tako, kot je bilo letos, ki je bilo ogromno mladičev, ogromno bolanih, mačja kuga se je zdajle razpasla, tako da je ogromno ljubljanska veterina polna mladih muckov s kugo. Prav zato člani društva zelo veliko pozornosti namenjajo tudi osveščanju s področja trajnostnega razvoja. Sredino druženje v knjižnici je postreglo tudi številnimi novimi znanji o skrbi za živali in njihovo nego.